Startup Studio. Spoštovani poslušalci in drage poslušalke, lepo pozdravljeni. Torek je in seveda čas za našo redno oddajo Startup Studio. Danes zaključujemo cikel oddaj in seveda naš gost pa je strokovnjak za podjetniško mreženje Boško Praštalo. Lep pozdrav, dobrodošel. Zdravo, živijo. Živijo, Boško. O tem bomo danes govorili, seveda, o podjetniškem mreženju. Prišel si iz Kranja, z Gorenjske, tu pri nas sonce, kako pa pri vas? V Kranju je Gorenjska vedno sončna, pa ko priješ v Ljubljano, je megla, pa se pa spet odpre, tako da je super. Ja, no, ker je že pač Miklavž danes in vsi govorijo o Miklavžu. Kaj ti je prinesel? Kaj prinesel? Ne vem še. Ne veš še? Ne, še nisem dubno, tako da ne vem, če sem bil dosti priden letos. No, v redu. Mi pa smo bili zelo pridni in smo dobili odličnega sogovornika, ki bo z nami delil znanje z področja podjetniškega mreženja. Morda na kratko, ti si diplomiran ekonomist, ampak v teh strogo podjetniških vodah pa seveda nisi od vsega začetka. Morda en tak hiter presek, kaj si vse počel. Jaz sem v bistvu podjetniške vode je bil spletne ključe, ni bilo strateško. 10 let sem bil na Kompasu kot vodja potovalnega servisa, pa sem eno leto kreiral na Radio Center, direktor trženja, pa sem šel še nekam delati in pa je bilo bolj varianta, bom šel na svoje, brez neke strateške ideje, bolj je bilo to implozivno, tako da in 1.7.2017 sem štartal svoje podjetniško prodajno svetovanje, še žena me je vprašala, če vem, kaj počnem. Sem rekel tako pozitivno, ja, vem, v bistvu nisem vedel, ampak smo preživeli, še danes sem klet, tako da je dobro. Torej, zakaj je odločitev pravzaprav, da greš na svoje? Pa mislim, po mojem sem imel dosti teh nekih omejitev. Vse lepo in prav, si super podjetje, vse, ampak pač hotel sem probati sam, hotel sem imeti to neko časovno svobodo, hotel sem si pač, ne vem, tudi kakšne evrove zaslužiti, nekaj graditi na nekem svojem brendu, na svoji zgodbi in pol to zelo težko delaš v krogu nekega delodajalca in sem pač čutil potrebo in sem rekel, bom riskiral, gremo probati. No in zdaj še seveda predno bova potem nekoliko podrobneje povedala in predstavila določene vsebine. Kaj je tisto, s čemer se tvoje podjetje ukvarja oziroma ti? Ok, jaz imam načeloma 3 stvari. Jaz imam licenco Superbrand Slovenija za Slovenijo. To je pač mednarodna licenca, ki je že v 90 državah. Jaz sem za Slovenijo, to sem prevzel 2019. Pa imam svoj medij, imam svojo revijo Super znamka, pišemo, govorimo o znamčenju, pa ta projekt, torej mreženje. Tukaj sem pa res, po moje, nisem najbolj zmrežen človek v Sloveniji, daleč tega, ampak sem pa edini, ki strateško govori o pomenu mreženja v zasebnem pa poslovnem svetu. Boško, prej sva že nekako nakazala, kaj je tisto, o čem bova zdaj v naslednjih parih minutah govorila, in sicer je to podjetniško mreženje. Kot rečeno, pojem, s katerim se srečujemo, smo prepričani, da ga dobro poznamo, da kar vemo, zakaj gre, ampak marsikdaj se zgodi, da se neki pojmi udomačijo v našem prostoru in času, ne vemo pa natančno, kaj pomenijo. Kaj je podjetniško mreženje? V bistvu, jaz bi tako, v štartu, mi se mrežimo že od rojstva. Torej, jaz ne odkrivam tople vode, noben od nas. Zdaj, največji izziv pa nas je, da se mrežimo po naključju in ne strateško. Če zdaj to gremo v podjetniške vode, je pa velika večina nas. Če bi rekli mreženje, bi rekli se povezujemo. To je grenje odnosa, povezovanje, druženje, sodelovanje in zdaj se ti mrežeš lahko interno sodelavci z nadrejenimi, podrejenimi, strankami, sosedom doma. Zdaj, če gledamo po podjetniškem svetu, ima pa tudi startup svet, podjetniški svet, imamo pa velik izziv, ker imamo, zelo je pomembno, s kom pijemo kavo, od koga se učimo, kdo je tisti vir naših informacij, usmeritev. Tako da, in pa je pa tako, zdaj pač enostavno, če zdaj nimam pravih ljudi zraven sebe, jih bom pač najdel, so zunaj dosti kvalitetnih ljudi. In pač jaz zagovarjam to, da je pač treba dvigati glavo, treba pogledati na trgu, kdo je zanimiv, koristen, in ko bi rekel, biti proaktiven, pa stopiti do njega, pa skušati se z njim povezati. Kaj je pravzaprav bistvo tega mreženja? Bistvo je, da imaš, ko bi rekel, dobro, močno podporno okolje,
da imaš prave ljudi ob sebi. In v poslu to pomeni dobrega dobavitelja, dober odnos s stranko, dober odnos, biti povezan z sodelavci, z nekim lokalnim okoljem, pa če se spet zlijeva v prava življenje, pa da imaš tudi podporo doma, da imaš dobre prijatelje, super odnos z partnerjem, z družino, sosedi, pač s komorkoli se več ocenjuješ, da pač jih rabiš imeti v življenju, zato da je tvoje življenje pač ok, tako, kot ga ti želiš imeti. Seveda, natančno tako. Samo eno sozvočje vseh naših različnih področij življenja se mora zliti v nekaj, kar se med seboj razume, bom rekla, in je potem to tudi uspešno. Takole bi te vprašala, nismo vsi ali pa niso vsi ljudje, ne vem, če rečem, morda popravi me, komunikativni do te mere, da bi lahko se mrežili. Kako potem takem priti do tega? Pa dejstvo je, da se oni že itak, mi se itak že mrežimo. Zdaj vprašanje je, to se v temu strokovnem svetu reče, so to introvertirani posamezniki oziroma osebe, pa malo pa ekstravertirane. Zdaj keče samo temu, da oseba, ki je introvertirana, rabi malo več časa, da te spusti v svoje okolje, pa ponavadi tek so introvertirani imajo boljšo mrežo, ker je bolj trdna, ekstrovertiran ima problem, ker ga je posodje pa ga nikjer ni. Tako da pač enostavno greš čist počas, če si malo bolj zaprt oseba, rabiš malo več časa, da nekomu zaupaš, in vedno delamo na kvaliteti, nikoli na kvantiteti. Tukaj ni poanta, jaz sem zmagal, ko imam 1000 kontaktov ali pa 500 kontaktov. Če jih imaš 5, pa so ta pravih 5, superca, ampak se pravi, če pa misliš, da še nekoga rabiš, pa daj pač počas na svoj način z malimi koraki lahko prideš do kogarkoli pač si želiš na tem svetu. Se pravi, da rabiš 3-4 kontakte, pa prideš do, ne vem, zaradi mene, če treba, do predsednika Amerike. Vse to ni danes nobena znanost. Da te vprašam, Boško, kako začeti mrežiti? Ok, super vprašanje. Jaz vedno rečem, da je treba začeti pri toplih kontaktih. Torej pri obstoječi bazi, pri obstoječi mreži, in dejansko bova pol tudi čas tudi povedala, kaj je v modelu Top 100, ampak poanta je, da najprej treba pač pogledati, kdo je iz obstoječe mreže, kaj zdaj imamo, torej to so obstoječi prijatelji, sodelavci, kdo je ok, kdo ni ok. Tako da, in ker ponavadi imamo premalo časa, oziroma marsikjer kontakt, ki je nam zdaj blizu, nam je velikokrat se zgodi, da je toksičen, samo zato, ker je dolg časa zraven nas, lahko je to, ali je to družinski član, ali je to prijatelj, ki je že 10-15 let, najprej treba obstoječo mrežo, temu rečem, ščistiti, si kle malo fokusa narediti, pa pridemo do tega, kam hočemo iti. Vizija, želja, postavljamo cilje, in v osnovi tega pridemo do tega, da imamo seznam oseb, za katere mislimo, verjamemo, jaz rečem temu targetirana baza, in te osebe mi načeloma skušamo preko svoje mreže ali pa preko državnih omrežij ali pa pač trkati na vrata do njih, pa jih dejansko pritegniti v svojo mrežo, ampak to so osebe, za katere mi upamo, verjamemo, da nam lahko pomagajo, da nas lahko obogatijo, pa če sam pokaže, ali smo imeli prav ali pač nismo imeli prav. Če dovoliš, te bom malce prekinila z enim takim vprašanjem, namreč praviš, treba je ščistiti to bazo, treba je ugotoviti, kdo je ok, kdo ni ok. Kako pa to ugotovimo? Ja, mislim, gledaj, če ti nekaj vse, mi rabimo, jaz imam tako ene obojstranske koristi, jaz imam 4 kategorije. Vsak od nas rabi imeti dobrega prijatelja, dobro družbo, vsak od nas rabi imeti poslovne kontakte, a je to odnos dober s sodelavci, strankami, vsak od nas si želi, večina nas, na osebnostno rast, in dejansko noben ne bo, ko bi rekel, preveč jezen, če bo imel v sebi vplivne ljudi, pomeni nekdo, ki ima zelo veliko znanja, veliko povezav, in jaz, ko mi delamo to mojo bazo, pač model Top 100, če ti neka oseba ne kreira nasmeha, če ti ta oseba, ko bi rekel, se ne počutiš neprijetno, ti ni koristna iz teh 4 področji, pa se vprašaj, zakaj zno piješ kavo. In ponovadi je to nekdo, ki je v našem življenju že zelo dolg. In ni problem, če imam jaz eno prijatelja, ki ima problem, dajmo ga rešiti. Ampak če ga on ne želi rešiti, pa se mi že v 16. iste stvari pogovarjamo, pa se vrtimo v nekem začaranem krogu, pol je to naporno, toksično in se pol meni iskreno čez čas s takim osebam ne da več ukvarjati. In to seveda tudi pomeni, da je vprašljiva naša uspešnost, Drži. Ker če jaz dam 1 uro svojega časa, pa to se že v 6. isto pogovarjamo,
pa se ta oseba ne premakne, pol jaz nimam kaj, mislim, ne moš ti pol tej osebi pomagati, ne? Ni problem, ker sem jaz ne dal 1 uro svojega časa, problem, ker ta oseba mi vzame energije še za 3-4 ure mojega življenja in pol pridemo z maternih toksičnih kam, v domače okolje, poslovno okolje, pa se pa streseš se tam, ker se pač ne rabi stres, ne? Tako da jaz pač enostavno zbiram, s kom pijem kavo, zbiram, komu dam svoj čas, če ne ga pa dam raj sam sebi. Ti si seveda ustvaril torej model top 100. Ja. Kaj je to? Zdaj, izziv je temu, da imamo mi preveč ljudi okoli sebe. Odpremo LinkedIn, Facebook, Instagram, telefone, to je po 200, 300, 500, 2000 kontaktov, nek mail ima 14 000 sledilcev, to je ogromno ljudi, mi to ne moramo prežvečati. In enostavno je pač keče samo temu, da zdaj raziskave so ful različne, da lahko imaš, ko rekel, se povezuješ z eni pravijo 150 osebe, eni 500, eni 400, po glavnem, preveč imamo ljudi okoli sebe in jaz pravim temu, model top 100 te pripelje tega, da dobiš mreženski fokus. Ne? Pač enostavno urediš si bazo na način, da imaš na koncu zelo na kratko 20 ljudi, ki so ti najbolj prioritetni v življenju, 80 ljudi, ki so ti ključni, plus x število ljudi, ki so ti zanimivi, ampak ti niso med najbolj 100 in potem se kle postaviš neka pravila od tega, kdaj se s katero skupino ukvarjaš, zato da ne pozabiš na njih in kar pomeni, ti si sfokusiran na neko število ljudi in za ostale si dojemljiv, ampak ne gradiš strateško z njim odnosa. Ja, Boško Praštalo, strokovnjak na tem področju, ki je tudi napisal prvo slovensko knjigo na temo mreženja. In v tej knjigi sem zasledila, kar seveda tudi zagotovo ni tvoj izum, ampak je tako je. Pravi, Blagor Muker ima prave veze in pozna veliko ljudi. Tako smo temu rekli včasih, a ne? Danes pa rečemo temu mreženje. A je tako? Ne, se danes tudi reče veze. Ne, veze, poznanstva. No, ampak recimo, nekako je to mreženje, da bomo še bolj razumljivi za poslušalce in poslušalke. Boško, ti predavaš seveda in seznanjaš z vsemi temi zakonitostmi mreženja, potrebami, nujnostmi mreženja, tudi slušatelje Startup Akademije, ki jo redno pripravlja Primorski tehnološki park. Kaj ugotavljaš, denimo, pri teh slušateljih? Kaj te vprašajo, kako to dojemajo, kako... No, super vprašanje. Zdaj, pač meni je edini cilj, ko imam, ko me jaz pač imam sklop svojega predavanja oziroma delavnice, je to, da oni dejansko se sprostijo, da dojamejo, da mreže ni noben bav, ne, in da je njihov uspeh dejansko v poslu odvisen od podpore, da jim reči, obstoječe in bodoče mreže, pa da je pač uspeh je odvisen tudi tega, koliko bojo oni proaktivni, ne, da pač enostavno, zdaj, a bojo poslali mail, poslali goloba pismonoša, dali pobudo, ampak samo naj se ne ustavljajo, da pač naj iz vidika mreženja vlečejo v svoj svet ljudi, za katero oni verjamejo, da pač jim pač lahko pomaga in startupi vejo, kje imajo izzive. Ne? Ali ga zmanjka pri financiranju, ali ga zmanjka pri nabavi, ali ga zmanjka pri razvoju produkta, ne? Tako da načeloma, ker je že v poslu, pač on že nekaj razvija in v takem primeru je treba samo bolj pametno, ko bi rekel, označiti oziroma stargetirati osebo, ne? Ali pa pač neko podjetje, za katere se pač verjame, da jim lahko prav pridejo in pol postati samo bolj proaktiven, ker naš veliki izziv je, da mi meljamo vse stvari, kako napisati popoln mail, kdaj pravi čas, dvigam telefon, jaz pa rečem, da je sam naredno, da gremo v akcijo. Ja, to sem te hodila vprašati, namreč nekatera pravila, zagotovo nekateri zakoni veljajo, nekateri aksiomi so pri tem poslu in pri tem početju, ampak veliko je pa zagotovo odvisnega tudi od tega, od posameznika, ki je vidi največjo možnost, a ne? Zdaj, vsak od nas je brand, vsak od nas je blagovna znamka. In človek je čustveno bitje, oddajaš neko energijo in je velika, se ne reče, da so ga prvi vtis, da si nekomu simpatičen, nisa se energije poklopijo. Ja, tako je, ne. In pač enostavno tudi na temu ne morem jaz biti, tudi če sem jaz ful velik strokovnjak, dam samo en primer. Ena naša, ki še nekaj delamo, ena skupina šla v Izrael, poslovna delegacija v Izrael in so dejansko prav strateško startupi, mreženje in je bila debata, tako so rekli, 90% časa je njih zanimalo, kdo sem jaz.
Njih ni zanimal produkt ali storitev, ampak kdo sem jaz. In pa sem se jaz nasmejal, ker je to logično, njih je sam zanimala, ti lahko. V bistvu oni so rabili informacijo, ti lahko zaupajo, ti ne morejo zaupati. Ker če ne zaupa človeku, in je vse, kjer produkt, kjer storitev je za temo. Ne? Ker konec koncev skoraj da ne moš neki biti unikaten, monopolistov skoraj da ni na trgu. No? Tako da sploh ne, jaz govorim v tem malem start-up svetu, tako da in je blazno pomemben ta človeški faktor. A si ti cool, ali nisi cool? Jaz ponovadi rečem samo še to, ali dišiš ali smrdiš po domače. No? Tako zelo na kratko in zelo povedno, ne? Ja. Zaupanje je tisto, nekakšna ena središčna točka, seveda zaupanje. Vemo, da pri vsakem poslu zaupanje, torej prodajalci in kupec morata biti zadovoljna. Ne? Če ni zaupanja, pa smo mi na različnih bregovih, pa pridejo, pa rabaš fore, trike, tehnike, če se pa mi zaupava, bo pa hitro povedala, kaj jaz rabam, a ti lahko dostavim, ti ne morem dostaviti in pol pač tudi ne bom, tako bom rekel, če razumem vidik zaupanja, ga nikoli ne bom hotel izigrati, a pa izkoristiti, ker to lahko naredi enkrat in nikoli več. Ja. Torej, sem že povedala, da si avtor prve slovenske knjige o mreženju. Mreženje, skrivnosti mreženja v zasebnem in poslovnem svetu je naslov, prinaša ogromnih vsebin. Kako je ta knjiga nastala, s kakšnim namenom, s kakšnim vzgibom in kakšen je pravzaprav njen cilj in komu je namenjena? Super. Zdaj tako, jaz sem hotel v bistvu s knjigo doseči to, da se čim več Slovencev aktivira. In knjiga že meji na priročniku. Jaz nisem hotel. Ravno to sem hotel reči, če je to že priročnik. Hotel sem zato, da je dobra vsebina, močna in da so neki konkretni koraki, da lahko nekdo naredi pač konkretne korake v svet, vstopa v svet mreženja. Nisem hotel, kolega mi je rekel, kak sem se z njim pogovarjal, rekel, če bi bil poslovno bolj smart, bi z te knjige nastale 3 knjige. Jaz sem bil pa še tako naiven, pa sem čim več stvari dal. Hotel sem res dejansko, da nekdo, ko prime to v roke v knjigo, ki jo predela, da ima toliko jasnih korakov, da se lahko aktivira v mreženju, torej brez nekih dodatnih inputov. No, to bi meni. Namenjenje pa je dejansko čisto vsakemu, ki je mičken zaspal, pa ki misli, da to nekaj ni zanga. Tako da za tiste, ki bi pač radi, so neki, ali so to coni komforta, ali pa so ugotovili, da dejansko zaradi nekega poslovnega izziva rabijo imeti ko bi rekel, kontrolo nad svojo mrežo, oziroma pa tudi, da začnejo te stvari bolj strateško delati. Je to učbenik? Priročnik, učbenik? Meji. Klej sem jaz dal tako ogromno osebnih nekih zadev, sem napisal, da folk vidi, kako se dejansko, dajmo reči tako iskreno, tako boško skranja iz delavske družine, ki je pred 20 delov v proizvodnji, pa imel še osnovno šolo zaključeno, torej in delal sem tam, ki je bila moja mreža takrat močna, tam, ki je moja mami delala, kako je lahko, boško, resno, tako, iz tega pa prideš do zgodbe, do faksa, svojega podjetja, mislim, da se, se pravi, zato je pa motivacijsko s tem, da je plus ogromno nekih konkretnih usmeritev. Ja. Tu je veliko zelo zanimivih naslovov, seveda ne samo naslovov, ampak vsebin, ampak enem se mi je tako odprla, pa te bom vprašala, ker je, zakaj mreženje ni seksi? Je eno vprašanje enega poglavja. Ni seksi zato, ker mrežem se lahko sam jaz v svojem imenu. Jaz lahko za ogromno stvari lahko najamem nekoga, da mi nekaj posname, da mi naredi spletno stran, da mi vodi podjetje, marsikaj, pa ne more se po nobeno mojemu imenu mrežati. In klej imam jaz lahko imel zelo močen backup, pa lahko strice iz ozadja, pa sem lahko nekakšen priimek, ampak na koncu se moram jaz, kot boško, se grem jaz povezvati, mrežiti, graditi odnos. Ne moš ti iti v mojem imenu nekam, pa reči, jaz sem boško, pa prenesti mojo energijo, moj mindset, to ne gre. Zato pa za en krog ljudi to ni seksi, zato ker je pač enostavno to morajo sami početi. In noben drug ne more to namesto njega narediti. Tako da tu še gledam, največje bogastvo ni uspeh, ampak ljudje, ki jih srečaš na poti. To pravi Petra Jovančič, direktorica Združenja Menedžer. Ja, Petra je moja prijateljica. Vsi, ki so nekaj naredili v življenju, vsi, ki kreirajo, imajo en krog ljudi, katerim se lahko reče eno veliko hvala za nasvete, za podporo, za sodelovanje. Tako da in dejansko, ko imaš ti dobrega sogovornika, jaz pravim temu, če jaz pijem kavo z nekom, ki je nekaj kreiral v svojem življenju, ki bi 3, 4, 5 knjig prebral.
In to je tako, to je neprecenljivo, to ne moš dejansko ovrednotiti. Ne. Ja. In, Si kdaj razmišljal o tem, da svojega znanja, vedenja ne bi delil z drugimi? Očitno ne, glede na to, da predavaš. ne, zato ker jaz tudi danes ne bi vkleče enih 100, 200, 300 ljudi ne bi v nekem momentu meni pomagali. Tako da absolutno ne. Kolikor bom lahko, dokler bom imel tako energijo, jaz bom delil to To naprej. pomagaš tudi seveda startupom in si njihov mentor in jih slediš. Mreženje. Boško, ti samo mrežiš ali počneš še kaj drugega v življenju? O, ne. Ali je mreženje pravzaprav ena platforma življenja? Mislim, jaz živim mreženje, tudi tako da, ampak vem, da imam pa jasne prioritete, imam družino, 2 otroka, jaz sem malo hecam, ampak imam tudi mlado ženo, tako zdaj, če v fitness hodim. Ne, tako da, v hribe, tako da se trudim biti čim bolj aktiven. No, se tudi ti nisi star, ne? Pa nisem, ampak se veš, ne, pa tudi sem po dolgem času, oziroma to sem letos prvič ozavestil, da si tudi čas zase vzamem. Rečemo, prejšnji mesec sem bil 4 dni samo v apatiji. Ja? Ja, zato ker pač se zavedam, da pač rabim jaz tudi imeti svoj čas, ker bom jaz sebe restartil, ker bom jaz počel stvari, ki so sam, ko bi rekel, sam Boško in nič drugega. Tako da, in za vse čas. Čas je za frende, čas je, ne vem, rečemo, včeraj sem pol dneva kuhal še za moje, tako da jaz uživam v tem. No. Tako da so mi jasne prioritete, ni vse sam služba, daleč od tega. Ja, velikokrat prav v podjetniškem svetu se dogaja, da je samo podjetje in nič drugega. Ampak to, kar si že na začetku rekel, vkolikor niso stvari v nekem sozvočju, torej zasebno življenje in poslovno življenje, potem je uspeh nekako na trhlih nogah. Ne? Jaz pravim tako, zdaj vsak se mora sam odločiti. Jaz sam vem, da pač enostavno moj vid, moja zala sta zdaj 7 pa 10 let stara. Ne, in jaz, če zamudim 2, 3, 5 let njihovega življenja, to ne morem nadoknaditi. In zaradi tega sem pripravljen plačati ceno, mogoče tam kakšnega tisočaka manj zaslužil. Ne. To je pač moja strategija. Zato, ker meni uspeh ni, ne vem, kaj, bom 1 200 000 služil, meni to ni edini merilo uspeha, ali pa koliko bom veliko bajto, pa koliko bom močno avto vozil. Pač v mojem svetu je družina pač pomembna in jaz to balansiram. In pač, ja, so dnevi, ko sem pač, ne vem, a pa teden, ko sem, ne vem, 20 ur v službi, ne, so pa dnevi, ko pač sem 2 ure na dan v službi, pa pač sem pol toliko več z njim. Tako da vedno to balansiram. To je tvoj pogled. Ampak, glej, vendarle, iz tega tvojega pogleda, kaj bi svetoval tem mladim ljudem, ki prihajajo, ki imajo odlične poslovne ideje, ki se srečujejo seveda z relativno, ne vem, zahtevnim prostorom v tem poslovnem svetu. Kaj bi jim svetoval? Pejt najprej v Startup Akademijo. Resno, pejt v okolje, kjer je dejansko močno podporno okolje. Pejt, torej debateri, išči na svetu ljudi, ki so dali te stvari čez, ki so to že preživeli, ker to živijo, ne išči na svetu o tem, ki jih veš, da jih ne moreš dobiti. Naš velik problem je, ko imamo problem, gremo do prve osebe, ki nas posluša, in ne do osebe, za katero verjamemo, da nam lahko pomaga. Torej jaz, ki sem pač hotel knjigo napisati, nisem šel k moji mamici vprašati, ker ni še mene, jaz sem poklical Petro Škarja in sem pač rekel, Petra, jaz bi knjigo napisal. To je to, ker sem pa Petro poznal. Če Petra reka ne, bi naprej iskal. Tako da stvar je, zdaj na koncu ni to tako kompleksno. Sem pač enostavno, jaz blazno čuvam, pa komu kaj povem, zato ker če grem jaz moji mamici, ker sem rečemo dobil odpoved, če bi šel jaz moji mamici govoriti, sem dobil odpoved, kaj lahko ona meni pomaga? Nič. Ja, nič. Tako, sam še zasmetil bi jo, pa ne bi spala kakšen teden. Ja, verjamem, da si marsikomu, če nas je poslušal, dal kakšen nagib, vzgib. Tu je seveda tudi tvoja knjiga, po kateri naj posežejo, torej Boško Praštalo, Mreženje, skrivnosti mreženja v zasebnem in poslovnem svetu. Zdaj pa čisto za konec, ker smo v prazničnem decembru, kako boš svojo družino preživel praznike? Imamo iskreno, lih včeraj sem poslal, kaže, da bomo šli v Budimpešto za par dni, za okoli novega leta, vedno nekam zginemo, tako da po moje bomo tam, da je 25 še kreirali, pa če bo vse posreč, zginemo za par dni v Budimpešto. Naj vam bo lepo.
ne samo za te praznike, tudi sicer uspešno ti želim pri tvojem delu naprej, da bi to svoje znanje bogato delil še naprej vsem tistim, ki ga potrebujejo, in jih prepričal, da je pomembno prav vse v življenju, ne zgolj in samo podjetništvo, oziroma posel, ne, da rečem tako posel. Hvala, da si bil naš gost, da si z nami delil znanje in vedenje. Spoštovani poslušalci in poslušalke, vam pa hvala za pozornost v vsem času, ko ste se združili z nami v oddaji Startup Studio. To je bila zadnja iz tega cikla. Želim vam prijetne praznike, imejte se lepo, bodite srečni, bodite zadovoljni. Vam kličem Ingrid Kašca Bucik. Pa srečno. Srečno, dio. Startup Studio.